Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Danes, 5. januara, bi mogel imeti stream z Julijo Zore in pa Oliverjem Slo. To sta dve TikTok senzaciji, največja tiktokera. Vsi jo gledajo, ker se pač obnašata. Dej! Ne boste! Da vdihnem! Edinstveni jaz je tvoje! Jaz sem edinstveni jaz! Edinstveni jaz je! Nobenega ne zanima sploh pa ne ponoči. Ne Sprašuje, to nobenega ne zanima sploh ne ponoči. Ampak sem bil totalno skeman in zmanipuliran. Vse, kaj imam, sta dve ljudki, ampak hvala Bogu smo vseeno zelo dobro speljali stream skozi, ker sem expozal Julijo Zore in pa Oliverja. Začeli smo movement #cancel Julija Zore in Oliver. To za vse posod uporabljate na TikToku, pod njenimi TikToki, pod njegovimi TikTok live, vse posod. Začnimo ta movement. Tukaj pa imaš dejansko celi expose video, kaj vse sta mi Oliver in Julija naredila. Poglej si ga do konca, ker boš šokiran. Eto. Na stream sem povabil... moram drugače začeti, bolj dramatično. Danes, 5. januara 2024, sem se odločil, da bom danes naredil največji stream, kaj sem imel do zdaj. Da bom imel na streamu največja gosta, lahko rečem, ker še nisem imel pač nobenih drugih gostov, to sta avtomatsko največja. To sta Julija Zore, bilo kak se izgovori, in pa Oliver Slo. Njegovega priimka, nažalost, ne vemo, ker to je njegov osebni podatek. To smo si nejasnem, ne? V glavnem, kdo sta ona dva tisti, ko ne poznate? To sta TikTok senzaciji, to sta največja TikTok streamera zdaj, drugače Oliver in pa Julija, mislim, da sta tudi zaročena, to bomo vse danes vedeli. Zdaj smo vsi videli oni video, ko je on njo zaročil, pa jo je probal dvigniti, ne, vse smo videli, ne. Pač cute as fuck, 2 milijona gledamo oni video, teda lahko rečem, da sta pravi TikTok zvezdi, ampak danes je vprašanje, zakaj sta TikTok zvezdi? Sta TikTok zvezdi, ker imata tak dober content, sta TikTok zvezdi, ker špilata take debile, to ne pravim iz mojih ust, to pravim, kaj pač mi vi, folk, govorite, ne? Ali pa zaradi tega, ker enostavno, tako sem rekel, dober content, ker se igrata debila, ali je to vse igra, ali pa je dejansko nekaj narobe z njima. To bomo danes vse zvedli in jaz mislim, da imam res natančen odgovor za vas. Ampak res natančno, da se pripravite. Julija Zore je navaden manipulator, njen otrok oziroma igračka Oliver, pa tako sem rekel, je pa samo njena igračka, je njen TV program, kako ona stisne gumb na daljincu, se on premakne. O čem zdaj govorim? Preden me vsi začeta napadat, ne? Vse vam bom razložil, ostanite gor na streamu, ker imam čisto vse dokaze, čisto vse bo tu zraven mene prikazano v parih minutah, tada ostanite gor. Navadna manipulatorka je, on pa je navadna tak bom rekel, to je prva stvar. O čem govorim? Če lahko začnemo, lepo prosim, gospod kamerman, z prvim klipom, če mi dovoliš. Daj mi samo znak, ko bo gor prvi klip. Da vam pokažem, kje se je vse to skupaj začelo. Preberite si, pisal mi je Oliver Slo, Oliver Star, ne? Hej, ali sem lahko tvoj gost na streamu? To je bilo 14. decembra, približno ob 7. zvečer. Torej je on mene vprašal, če je lahko on na mojem streamu gost. Kdo je tu koga prosil? On je mene. Jaz njega nisem mislil imeti nikoli v prvotnem planu na streamu. Hotel sem imeti prvo Julijo, ker Oliver, če smo iskreni, je pač senca Julije, ne? Če smo realni. Je pač kopija, je slabša kopija Julije. Bolj annoying kopija Julije. Ker te ful supportam. Smo videli, kak me supportaš. Povabim te na stream, vse se zmenima in mi zadnji dan greš scancelat. Zadnji dan, ja, dejansko 24 ur pred streamom mi greš scancelat, medtem ko sem jaz plačal prostor, plačal folk, 9 folka je ta prostor sestavljalo, zdi se vam, kje da fuck je 9 folka. 3 luči,
to je prvo, to sploh niso moje luči, niso od studija luči, to so vse rentane luči, za katere je treba plačati denar, za katerega jaz delam, Oliver in Julija. Tukaj imamo eno kamero in pa imamo dve kameri. Zdravo, Oliver in Julija. Kako sta danes, ko sta največja nategovalca na slovenski sceni? Dobro se počutita, kaj se pa ti tam treseš? Se pa lahko nekaj poveš. Niso pa navadi tak, njuni intervjuji. Oliver je navadna senca Julija. Oliver je navadna senca Julije. Najbolj na živce mi gre, da ženska nekaj govori, oziroma Oliver nekaj govori, pa gre ona njega takoj prekiniti. Tu sem jaz že videl neko napako pri njima, ampak sem mislil, veš kaj, ju bom povabil na stream. Če lahko samo, gospod, za kamero daš še enkrat screenshot ta prvi, da gremo samo do konca preko. Dajmo vsi v chat, lepo prosim, L za Julijo pa Olivera, ki sta največja nategovalca na slovenski sceni, fucking manipulatora. Do konca poslušajte. Evo, preberite zraven, kaj piše. Samo malo. Valjda legenda, veš, da bomo naredili dobro zgodbo. Kaj sem bil? Fucking respectful sem bil. Tako sem do čisto vsake osebe, ker preden osebo spoznam, hočem biti respectful, hočem pokazati neki respekt, ker jaz bi rad imel isti ta respekt nazaj. To je meni najbolj glavna stvar. Gremo dalje. Jaz želim začeti svojo YouTube kariero na slovenski sceni, pa če bi mi mogoče s tem pomagal, da me malo promoviraš, ko bom gost. Ni dobene panike, Oliver, z veseljem, pridi meni pomagati na streamu, jaz bom tebi naredil neko reklamo. Fair. Pač meni se to zdi čisto fair. In točno tak je bil plan. Oliver, hvala ti, Buras. Ful, jaz te že več let gledam na JT in jaz tudi tebe supportam. Ej, fenomenalno, res prijazno. Kaj lahko gre tu narobe? Absolutno nič. In sem jaz pol, hvala, Oliver. Pardon, on še je napisal, sam bo malo težko, ker jaz ne živim v Mariboru, ampak v Komendi. Živim edino, da bi ti prišel do mene v Kamniku, bom da posnajemo kak video, ker sva ful daleč, to je problem glede snemanja, gostovanje pa ni tak problem, sam problem je pri skupnem snemanju, samo to, da sva ful daleč, to je edino problem. Edino problem. Kada fuck je problem s prevozom? Slovenija ni Amerika. Slovenija ni Amerika, Buras. Slovenija, ti priješ iz enega konca Slovenije do drugega konca Slovenije, koliko? V 3 urah ali koliko? 3 ure pa, če imaš neki, ne? Vrej avto, si 2 uri 30, tu ti res tisniti. Ti res tisniti. V glavnem, v 3 urah si ti na enem koncu Slovenije do drugega. Jaz živim v Mariboru, ti živiš v Kamniku. Upsi, osebni podatek, to ni osebni podatek, ne, da boš vedel. In ker sem jaz bil toliko dober, toliko fucking dober, sem bil tak, Oliver, ti bom jaz našel vlak, ti bom jaz plačal vlak, pa ne samo tebi, Oliver, obema bom plačal vlak. Ena smer je 15 evrov, torej v eno smer obema 30 evrov, pa nazaj 30 evrov je to 60 evrov. Ni panike. Nobene panike, ni, lahko damo samo tu na ekran karto. Eto, da boste videli, to sem jaz njima poslal, to si nista sama dva našla. To sem jaz poslal njima in se mi zdi tudi prav, če bom jaz gostoval, bom vse naredil, da ona dva prideta, da se bosta tu imela fajn. Je tak? Je tak. Nikoli nisem imel jaz planov se delati norca z njiju, ker jaz nisem taka oseba. Dovolj folka se dela norca iz njiju na socialnih omrežjih, jaz se ne bom na taki nizki nivo spuščal, oziroma se vsaj nisem. Vidim pa, da sem naredil veliko napako, ker se nisem. Bil sem respectful in dobil sem nazaj po pi. Za njiju dva je bil Maribor daleč. Pa Ljubljana ni daleč, pa kaj ste normalni, Ljubljana je 2 uri pa pol beg, pa kaj je to 2 uri pa pol, 24 ur ima dan. In če hočeš imeti ti promocijo, Oliver, in ti Julija promocijo, da bo ne bo pomote, Julija nikoli ni rekla za promocijo, Oliver je hotel imeti promocijo, razumem, Julijo sem jaz povabil na stream, ampak vseeno, če mi je Julija potrdila, ona mi je potrdila 2-krat, on mi je potrdil 4-krat, pa še, ko sem jaz tu vse postavil, sem jaz šel njega poklicati, pa sem bil, Oliver, ti je vse jasno, veš, kak priti na vlak? Hvala, ne ve, kak priti na vlak, ne? Veš, kak priti na vlak? Mi je bilo ono, kaj fakt, ne? Ja, ne vem, vse bo šlo, ne? Ve Julija, kak priti na vlak? Ja, to ve, smislo, Julija, njegova mama bo vse rešila, ne? Dobro, bo on pač sledil Juliji, ne vem, ali ima ta ono, kaj ima ona za pese verigo, ima to zadnji, ne vem.
Če tako ona hodita, ali se za roke držita, ne vem. V glavnem, samo drži se Julije, sem mu rekel. Pa da preberem, napiši naslov, kjer bomo snemali. By the way, da vem, kam prideti, je napisal, ne? To je v središču Maribora, samo da toliko povem. Jaz sem bil toliko prijazen, da sem rekel, že po telefonu, že prej sem mu napisal, stari, ne sekiraj se, ti samo pridi do glavne postaje Maribor, bomo mi prišli po tebe. Mi bomo prišli po tebe, da se ti ne boš zgubil. Po čem smo to sklepali, tako se obnašaš po TikToku, smo mislili, da ni šans, da boš ti peški sem prišel. Ker bi res bilo težko, ker je skrito, ker se ne vidi. Tako da, poraj v tem, bil sem prijazen, bil sem respektol, vam pokažem, kaj je bil odgovor. Sem ti rekel, da pridem po tebe na postajo. Čist prijazno, nič ni to bilo freh. Cancelamo, to je to, ne bomo šli. Ko sem jaz to prebral, sem jaz že čakal, veš, da prije kolega z neko kamero, kao prank, ne, smisel, kaki vrije content bo to, ne, vi samo me prankajte. Pa napišem, zakaj, kaj je s tabo, zakaj pa zdaj to? In oganjajte, kaj se je potem zgodilo, po tem messageu. Ugotovi kdo? Napišite v chat, kaj se je zgodilo po tem sporočilu. Kaj je pol Oliver naredil, kaj mislite? Vidim, da ne vete. Absolutno nič se ni zgodilo. Nič. Absolutno nič. Edino, kaj se je zgodilo, sem jim napisal res dolgo sporočilo. Če se vidi tak, ne? Res dolgo sporočilo. Čuj, ker smo že pri tem, če mi je potrdil, bi lahko dal samo video gor, kjer je naredil za moj story, Oliver, da boste videli, da je potrdil. Ajde. Leto. Že komaj čakam jutri ob 18. uri, pridem na stream, ki bo na Jack on the Boxovem kanalu in to bo res zanimivo in komaj čakam. Samo napišite mi, če se čuje pa vse. Že komaj Če lahko samo to dodam, ko je rekla Julija, nisem jaz potrdila streama, nikoli nič ni napisala v stream ekipo, razen tega. Pošljem karto, dobro, ja potem iz Ljubljane do Maribora na vlak, pa sem napisal, res je, čisto easy. Si že bila kdaj na vlaku, Julija? Veš, kako se deluje? Ja, vem, sem bila. Tako da, pač tu je že prva stvar, ne, ki da nekako ve, da pride. Tu vam pa celo dokaz, še drugi, oziroma tretji že. Ko sem pašel, zdaj pa me samo še ti, Julija, zanimaš, če imaš čas. Ja, imam čas. Lahko damo na ono kamero? Čas imaš? Kaj pa ti, Julija, bilo, kaj si, pač kaj je problem? Toto eno masalo, če bi zamudila, ni dobene panike, Buras. Dobene panike ni. Toto eno masažo ti bi že jaz pokril, kaj si zamudila, ali trening, kaj si imela, ne vem. Prišla bi na stream, nekaj bi imela od tega, jaz bi vajo pol peljal, če bi mi postila, respektful sem bil, pol pa dobim to, da imam zdaj dve ljudki tu, ki se vsaj lepše obnašata kot vidva, po moje, ne. Torej, ona je bila žalostna, ker sem jaz exposal njeno lokacijo, da živi v Kamniku. Kaj pa je pol to? Zakaj imaš, Julija, v descriptionu na Facebooku lives in Kamnik? Alo, to je taki ne? Edini izgovor, kaj si imela, da ne priješ na stream je, da je čez pol Slovenije, pač okej, ne? Pa da sem exposal, kje živiš. Na fucking Facebooku ti piše, kje živiš. Jaz živim v Mariboru v centru, vsaki stream to povem, pa kaj mu nekdo prišel ropat, ali kaj. Kaj vas je tak strah, Jesus fucking Christ. Da vam povem, kaj je rekla v onem videu, lahko še ga probamo enkrat predvajati. Lepo, veš, lepo, veš, ti so in potem izda, iz kot jaz živim, a veš, dejansko izda vse. Tako pač ni, in kako bi staknilo, veš, to je nemogoče, nemogoče. A veš, da že pred temu, no. Je rekla, izda vse. Izda vse. Občutljiva manipulatorka ena. Občutljiva manipulatorka. Vse, kaj je lahko rekla, je bilo, izdal je odkot, kje živim. Nobenega ne zanima, kje živiš. Imaš pa na fucking Facebooku napisano, da živiš v Kamniku. Julija, z napačnim si te šla špilat. Nisem jaz neki, oni vaš tiktoker, ko si ti kregaš z njim po
po TikToku. Julija, to je nivo, kaj pravijo, there are levels to this shit. Pa še enkrat vam hvala, Julija Zore, hvala ti, Oliver, hvala tebi. Čakaj, pardon, pozabil sem, Oliver je senca. Tisto sem pozabil. Oliver bo tu v senci zadaj. Oliver bo v senci zadaj. Julija, ti boljša, si brez glave. Imamo več. Smo boljše stvari se pogovarjali, če bi bila ti tu, ne? Res vam hvala. Dajmo še vsi srčka v chat, zaključi pul, da lahko razglasim rezultate. Tada merch pride kmalu, majice, kape, hudi, mousepadi, pa še mogoče bomo kaj druga našli. Mogoče enkrat neke hlačke ali pa neke take zadeve. Bomo res videli. Tada, ko dropne merch, vam vsem povem, pa ne pozabite, streamam vsako sredo, četrtek, petek ob 18:00, to je ob 6, če ne znaš na uro tako jaz. Jaz sem uro za brez veze, ker ne znam na uro. Video pa je vsako soboto. Hvala vam še enkrat za 34 000 subscriberov. Res vam hvala in hvala Juliji Zore in pa Oliveru, da sta mi naredila fenomenalen content. Zdaj vemo, kakva sta v resnici in še enkrat hashtag cancel Julija Zore in Oliver. Rad vas imam, zaključimo stream čez 10 sekund. Uživajte jih. Adijo!